Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav z Primorske. Jaz sem se odpravil proti morju, med potjo pa vam bom povedal, zakaj sem tako vesel, da se ne da povedati. Sam še ne vem, kako bom to povedal, če se ne da. Danes je lepa sončna sobota, točno opoldne je bilo 7 stopinj Celzija. Jaz grem po isti trasi do morja, kakor za 1. januar, ko je bilo vse v megli, zato da preverim, kaj smo takrat sploh videli. S to današnjo vožnjo bom tudi dosegel letošnjih 700 km, kar je super popotnica za naprej. Približno 600 km na mesec moram delati, če hočem imeti na koncu leta 7200, kar je tudi cilj. Lahko pa tudi povem, da sem šel že v pogajanja za novo specialko in da nameravam tega Fujija zamenjati še pred poletjem. Upam, da se kolikor toliko v redu sliši, kaj govorim, ker piha nek nasprotni vetrič, pa da ne bo preveč šumenja. Čeprav se mi zdaj zdi, da je tam dol že spet nekaj malega tiste zloglasne nizke oblačnosti. Bomo videli skupaj, kaj bo. Ja, kako naj se lotim? Res je, ful sem vesel. Par dni nazaj sem dobil komentar na YouTube od nekoga, ki je poleti naredil par kilometrov s kolesom, samo zaradi tega, ker je gledal moje video posnetke. Zakon, super. In moram reči, da mi je ta komentar dal tudi misliti, zakaj sploh jaz imam ta YouTube kanal. Ker se mi zdi, da največja nagrada je točno to, da mi nekdo napiše, kako sem ga uspel zmotivirati ali pa mu dati kakšen koristen nasvet. Saj to ni edini tak komentar, tudi prvi ni. Ampak pri tem komentarju se je zgodil nek tisti klik, da sem v bistvu ugotovil, da ni fora v tem, da jaz motiviram vas, ampak da vi motivirate in spodbujate mene. Resnično, doskrat grem na kolo, samo zaradi tega, da posnamem kakšen video posnetek, ki ga v nekih drugih časih mogoče ne bi in bi pač našel izgovor, zakaj mi ni treba iti na kolo. Sem si pa prav danes zjutraj vzel čas, da sem naredil še par print screenov podobnih pohvalnih komentarjev, takih motivacijskih, pa vam jih lahko zdaj tukaj pokažem. Jaz z veseljem gledam tvoje posnetke, samo tako naprej. Vsaka čast za tvoje posnetke, lepo, da se nekdo najde in poskrbi, da smo rekreativni kolesari še bolj motivirani. Vse naj v novem letu in hvala za motivacijske prispevke. Bodi to, kar si, zato te gledamo. Hvala, me je kar zamikalo, da bi tudi sam naredil kako turco do morja. Ko se enkrat sedeš na kolo, si že zmagal. Meni je poleg tega, da se spravim na kolo, glavno še to, da uživam na kolesu. Ob vsakem tvojem prispevku me zagrabi, da bi se nekam zapeljala. Bravo, z vsem, kar si povedal, se strinjam in tudi, če kaj nisem vedel oziroma sem pozabil, si me sedaj spomnil. Super si, še posebej, ker pomagaš in daješ motivacijo za gibanje. Se pa najde tudi kakšen tak komentar, ko mi strokovnjak potrdi, da sem povedal pravilno, kar je še posebej super. Si me zelo pozitivno presenetil, zelo koristni nasveti in znanstveno pravilni, glede na to, da nimaš strokovne podlage, vrhunsko. 7/10. Jaz nimam kakšnih poglobljenih znanj iz kolesarjenja. In še te izkušnje, ki so iz zelo ozkega področja. Vozim samo specialko po asfaltu. Tako da povem tisto, kar mislim, da je prav, in še toliko boljše je, ko nekdo potrdi, da to drži. Enako pa velja, če kaj povem narobe, ko sem rekel zadnjič. Vi me popravite in dopolnite, ker bo to koristilo vsem. Seveda, to niso bili vsi komentarji, že zdaleč ne. Preveč jih je, da bi jih vse tukaj objavljal. Itak pa so vsi objavljeni javno pod video posnetki, tako da si jih lahko kdorkoli zmeraj pogleda tam.
Ja, tudi danes so tle dol neke meglice, tako da ni prav super sončno, ampak je pa vseeno boljše kot pred 3 tedni. Mimo letališča, mimo čebelnjakov. Za razliko od zadnjič mi pa danes zavore ne škripajo. Na tem mestu sem si tudi dovolil narediti par print screenov zasebnih sporočil. To so tista, ki mi jih pošiljajo privat na Instagram. Zato ne bom razkril njihovih imen in bom zato tudi pokazal samo posamezna sporočila, ne pa celih pogovorov. Pred 3 minutami sem te videl v Renčah, s kolom si bil priden. Redno te spremljam na YouTubu, zelo dobre vsebine delaš, zelo poučne, vedno se nekaj novega naučim. Kar nadaljuj s tem, ker res obvladaš, naj te negativni komentarji pri tem ne ovirajo. Veliko varnih kilometrov ti želim in upam, da se kdaj srečava na cesti. Rad bi pohvalil vaše delo na YouTube kanalu. Odlično vas je gledati in poslušati, veliko dobrih nasvetov dobim za kolesarjenje. Drugo leto grem na kup specialke. Spremljam vaše videoposnetke na YouTubu in vas moram pohvaliti. Dali ste mi motivacijo za kolesarjenje. Kakor ste lahko videli, mi kdo napiše sporočilo samo zato, ker me je nekje videl. Tudi taka sporočila so mi super všeč. Ni problema, če me kje vidite, lahko mi tudi pomahate, me ustavite, pa bomo rekli 2 besedi. No, zdaj v zadnjem času, odkar snemam za TikTok, dobivam pa pohvalne komentarje tudi tam. Sem te videl, ko si se peljal skozi Bilje. Ti si legenda, 50 let pa imaš toliko kondicije, pa kralj. Car. Legenda, kapo dol. Car gre 30 km/h in on snema TikTok v easy. Vidi se, da gre za mlajšo generacijo gledalcev, zato so komentarji krajši, opremljeni z raznimi emoji, ampak nič za to. Motivacija in spodbuda lih tako. Sem pa opazil v zadnjih 2 dneh skokovit porast naročnikov, približno 15 novih. To je na račun gledalcev z TikToka, za katere moram zdaj posneti video s telefonom, da se jim zahvalim. Živjo, danes snemam YouTube video, odpravil sem se do morja. Opazil sem na YouTubu 15 novih naročnikov v zadnjem dnevu, kar gre sigurno na račun gledalcev z TikToka. Najlepša hvala vsem, ampak pozorno spremljajte video posnetke, zato ker bom spraševal. Hvala, bodite fajn. Tako kot na YouTubu in na Stravi, imam tudi na Instagramu in na TikToku enak vzdevek. Road Bike Adventures SLO. Moj najuspešnejši TikTok video se je prebil skoraj do 12.000 ogledov. Trdosrčno in vehementno sem zapeljal mimo odcepa za Marino Julijo, zato ker je danes moj cilj Marina Nova. Evo tako, to smo videli zadnjič. Kdor ne verjame, naj si pogleda video posnetek iz 1. januarja. Krasno, zdaj tle ob morju se je malo zjasnilo, tako da ni prav tistih meglic, lep razgled je, super temperatura, čudovito je. Ja, mesto Tržič, verjetno vam bolj poznano kot Monfalcone, je tudi danes bolj kot ne prazno.
Zdaj se že vzpenjam gor na Kras in se vračam čez dober dob. Tudi tistih meglic ni več, sončno, jasno vreme. Tako, jaz sem že na slovenski strani in imam še 10 km do Nove Gorice, ampak ne bom zapravljal vašega časa. Ne vem, zakaj sem mislil, da bom edini na kolesarski stezi. Kdor je zmotiviran, ne zdaj takoj stisne en like ali pa naj naredi s kolesom en krog. Link od Strave, kjer sem se vozil, bom dal od spodaj v opis videa. Vsem še enkrat hvala, najlepša hvala za naročnike, oglede, všečke, za vso motivacijo in vašo vzpodbudo. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!